Mi dogovor, ki smo ga podpisali z lokalnimi skupnostmi lansko jesen, spoštujemo. In spoštujejo ga tudi lokalne skupnosti. Saj smo v delovni skupini, ki smo jo ustanovili na ravni vlade, takoj začeli z delom in zdaj pravzaprav že prihajajo prvi učinki. Torej, zniževanje stroškov občin, iščemo možnosti za spreminjanje zakonodaje, torej mi bomo stroške občin vsekakor znižali. Ne gre za prihranke, gre za zniževanje stroškov občin. Z višino povprečnine takrat tako ali tako nihče ni bil zadovoljen. Niti vlada na eni strani, niti lokalne skupnosti na drugi strani. Vsi smo vedeli za posledice, ki jih bo prinesel dogovor o sistemu plač v javnem sektorju, vendar smo takrat skupaj ocenili, da vendarle gre za nek kompromis, ki bo vzdržen za leto 2019, z našo zavezo seveda in zavezo občin, da pa stroške v letu 2019 znižujemo in da nikoli več ne bomo barantali, tako kot na tržnici, za višino povprečnine. Lahko še, kaj to pomeni za rebalans? Bo Levica podprla zdaj ta rebalans, ki bo tokrat potreben 46 glasov? Glejte, Državni zbor je ponovno telo, ki bo pač odločalo o tem odložilnem vetu. Mi seveda pričakujemo, da bo ta odložilni veto, da bo seveda rebalans ponovno izglasovan, to so naša pričakovanja. Če bi se zgodilo, da ne bo, pač je veljaven proračun, ki je trenutno veljaven. Ampak gospod Šarec je včeraj rekel, da bo to trenutek resnice za vse. Danes smo poslušali razpravo v Državnem svetu in eden od državnih svetnikov je eksplicitno rekel, da če rebalans ne bo sprejet, to pomeni, da vlada pade. Mislim, kaj prav? No, to pa res težko komentiram. To je mnenje državnega svetnika. Vsak ima lahko svoje mnenje o tem. Gospod minister, glede na to, da se v bistvu državni svetniki takrat niso strinjali glede višine povprečnine za praktično 1,5 evra, ali menite, da je to potem takem tudi med drugim eden izmed največjih razlogov, zakaj niso podprli namreč tega ZIPRS-a? Takrat vemo, da se je razlikovala njihova želja od realizirane glede povprečnin za samo 1,5 evra. Ja, morda je bilo samo 1,5 evra, ampak seveda bile pa so tudi številke čez 600 evrov, kot veste. Državni svetniki samo višino povprečnine sicer nič niso imeli. Mi smo se pogajali z reprezentativnimi združenji občin in dejansko je bilo takrat nekako stališče, da morda bi pa 575 evrov šlo skozi. Finančno ministrstvo je seveda moralo zasledovati fiskalno pravilo in vsa opozorila iz Bruslja. In nekako na tej številki, na kateri smo se našli, na tej številki smo se potem vsi strinjali, da vendarle je možno iti skozi leto 2019 s to številko. Lahko pa bi bila tudi bistveno nižja. Za leto 2019 je bila kar za 20 evrov najprej nižja številka in na to se rado pozablja. Za 20 evrov je ta vlada dvignila to povprečnino. Ampak vseeno, mislim, kakšne bodo posledice tega, če vendarle ta ZIPRS ne bo sprejet v Državnem zboru? Po vaši oceni? Imamo veljaven proračun. Torej bo pač veljal proračun. Kaj ocenjujete, da je glavni razlog, da je danes bil izglasovan veto na ZIPRS? Kot glavni razlog, bili ste notri, poslušali ste v bistvu vse pripombe, predloge, glavni razlog? Glavni razlog je, da je rebalans proračuna usmerjen drugače, kot je večina tistih, ki zastopajo različne interese v Državnem svetu, mislijo, da bo. Ta koalicija je na predvolilnih obljubljala veliko gospodarstvu, obljubljala tudi veliko lokalnim skupnostim. Z rebalansom proračuna se to preprosto ni zgodilo. In če nekdo poriva vroč kostan sedaj Državnemu svetu, da je Državni svet kriv za to, da ta rebalans ni potrjen skozi potrditev ZIPRS-a in da je doživel veto z vetom na ZIPRS, potem bom jaz ta vroč kostan vrnil nazaj. Jaz trdim, da bi bilo ministru za finance lažje se izpogajati z lokalnimi skupnostmi in predstavniki gospodarstva v Državnem svetu, kot pa z stranko Levica in da bi to imelo manjšo politično in seveda finančno ceno za Republiko Slovenijo. Časa je bilo dovolj, niso mi znane razmerja v koaliciji, ne želim komentirati in jih tudi ne bom. Nikakor pa ne bom pristal na to, da se Državni svet imenuje dežurni krivec za to, da ta proračun ni bil sprejet.
Možnosti je bilo dovolj, opozorila so bila podana dovolj zgodaj, relativizirati stališča državnega sveta, da gre za zgolj ozko skupino interesov, ki ni zadovoljna, je nepravično in nekorektno. Imamo stališča fiskalnega sveta, imamo napovedi Evropske unije, imamo tudi realno dogajanje na severozahodu države, kjer posamezna podjetja vezana na nemško avtomobilsko industrijo že zmanjšujejo število zaposlenih in zmanjšujejo realne prognoze. V gradbeništvu trdijo, da ne bodo zaposlovali novih delavcev, gospodarstvo se torej ohlaja. In imamo čisto jasno sliko o tem, da se ta matematika ne izide. In še enkrat ponavljam, da se ta matematika ne izide, ni kriv državni svet in ni treba ubijati sla, ki je prinesel slabo novico. Se pravi, povprečnine, ki so nekoliko nižje, kot ste jeseni pričakovali, še zdaleč niso glavni razlog za ta veto. Seveda ne, se tudi pri lokalnih interesih niso samo povprečnine tiste, ki bodejo v oči. Gre za nesposobnost občin za novi investicijski ciklus, gre za slabo stanje črpanja evropskih sredstev. Občine so se že v času krize zadolževale in sedaj niso več sposobne za nov investicijski ciklus. Vsi imamo oči obrnjene v lokalne skupnosti, predvsem drobno gospodarstvo, in pričakujemo, da bomo počrpali tiste evropska sredstva, ki zdaj čakajo. Popolnoma jasno je bilo povedano, da občine tega denarja za pokritje črpanja evropskih sredstev nimajo. In če pogledate sam rebalans proračuna, tam tega denarja ni zagotovljenega. In obstaja resen dvom v zmožnost, da bodo lokalne skupnosti kot glavni motor lokalnega malega gospodarstva sposobne v naslednjem letu ali dveh investicijskih ciklov, ki bi to malo gospodarstvo ohranili v življenju, tako kot so ga v prejšnji krizi. To je temeljni očitek, ne pa cene vrtcev in še kaj drugega. Tudi to. Ampak temeljni očitek je, da rebalans ni naravnan razvojno. Kaj pa se bo zgodilo s povprečnino, če bo ZIPRS naslednji teden na plenarni seji parlamenta zavrnjen in rebalans pade? Kaj se zgodi s povprečnino? Ostane taka, kot je predvidena z samim zakonom o izvrševanju proračuna, s prejšnjim ZIPRS-om. 20 evrov nižja. Tako. Oziroma ne? Lahko pojasnite? Ne, ta ZIPRS je bil sprejet koncem leta 2018 in ostane za občine, torej povprečnina v isti višini, kot je sedaj 573,5 evrov. Se pravi, ostane. Ostane.